državno himno v izvedbi Solzic iz glasbene šole Brežice smo pospremili začetek današnje prireditve. Nasvidenje počitnice, september že trka na nova vrata vrtca Mavrica Brežice. Danes jih bomo na široko odprli za vse vas, spoštovani. V ponedeljek pa bodo prag vrtca prvič prestopili otroci. Vesela sem, da vas bom na ta zelo poseben dan skozi program vodila Mavrična deklica. In zdaj prav lepo pozdravljam cenjene goste. Predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Ravnateljico vrtca Mavrica Brežice, gospo Silvijo Jelen in dosedanjo ravnateljico, gospo Ano Kupina. Prav tako lepo pozdravljam poslance v Državnem zboru Republike Slovenije, župane sosednjih občin, člane občinskega sveta občine Brežice, člane sveta zavoda in sveta šole, ravnatelje vrtcev in šol. Z nami je tudi prva vzgojiteljica v vrtcu Mavrica, gospa Iva Bužančič. Cenjeni obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli. Tako občina kot zaposleni in starši so pred nekaj leti ugotovili, da je stavba montažnega vrtca iz leta 1973 s prizidkom iz leta 1981 dotrajana in ne nudi pogojev za sodobne metode dela. Občina Brežice je v sklopu močnega investicijskega cikla, ki se je pričel leta 2007, aktivno iskala možnosti sofinanciranja za uresničitev izgradnje novega vrtca, zelo zahtevne finančne investicije. Ker tedaj ni bilo možno črpanje evropskih sredstev za projekte na področju izobraževanja, je občina predlagala državi, da je potrebno v programe črpanja evropskih sredstev nujno umestiti tudi investicije v objekte predšolske vzgoje. Izrednega pomena je bila odločitev, da želimo v občini kakovosten projekt oziroma objekt, ki bo nudil priložnosti za razvoj že potrjenega dobrega dela zaposlenih v vrtcu. Občina Brežica je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor v letu 2011 uspešno zaključila arhitekturni natečaj, da bi našla najustreznejšo arhitekturno in urbanistično rešitev za vrtec. Na razpis je prispelo izredno število 64 idejnih projektnih rešitev. V sodelovanju stroke, predstavnikov vrtca Mavrica Brežice in občine Brežice je bil izbran idejni projekt avtorjev BB Arhitekti d.o.o. iz Ljubljane, s katerimi je občina Brežica tudi pristopila k nadaljnjemu projektiranju. To so Breda Bizjak, Ajda Vogelnik, Seje, magistrica Lidija Drakšič, Katja Florjanc in Emir Jelkič. Z investicijo občine Brežice so otroci in zaposleni v vrtcu dobili energetsko varčen in okolju prijazen objekt, ki za ogrevanje uporablja obnovljive vire energijo in za sanitarno vodo deževnico. Objekt nudi skoraj 3-krat več neto površin za izvedbo programa. Povečale so se vse notranje igralne površine na otroka in vse notranje površine na otroka. Zunanja igralna površina na otroka zdaj znaša dobrih 19 kvadratnih metrov. Igriva je tudi barva Mavrice, ki jo vidite že vpeto za mano. Otroci so obljubili, da bomo danes sestavili pravo Mavrico. Ko bodo prinašali dele Mavrice, bodo prinesli tudi takšne ovojnice s pomembnimi sporočili. Moja radovednost mi pravi, da naj kar pokukam v prvo rdečo, takole pravi. Vrtec Mavrica Brežice se ponaša z močno razvitim informacijsko-komunikacijskimi kompetencami. Zbrali so ideje in material, končno pa je film pripravila vzgojiteljica Anica Tomše. Spoštovani obiskovalci, prav danes si boste lahko prvič ogledali omenjeni 15-minutni predstavitveni film, ki vas bo popeljal od začetkov organizirane predšolske vzgoje v Brežicah do današnjih dni. Kako so se spreminjale stavbe in kje vse se je izvajal program. V filmu je predstavljen tudi razvoj stroke, ki se je na tej poti spreminjala in bogatila delo vrtca Mavrica Brežice. Ogled bo možen vsakih 15 minut v zbornici, razpored pa bo pred zbornico. Na oder zdaj vabim dosedanjo ravnateljico vrtca Mavrica Brežice, ki je dolga leta spodbujala uresničitev ideje o novem vrtcu, gospo Ano Kupina
in sedanjo ravnateljico, gospod Silvijo Jeren. Izvolite. Dragi otroci, spoštovani starši in vsi naši gostje, spoštovani gospod predsednik, z vašo prisotnostjo je današnji dogodek slovesnejši. Mavrica ni zaradi sonca, pa tudi ne zaradi dežja. Mavrica je stezica, po kateri se v srce pripelje žarek lepega, pravi pesnik Feri Lanšček. Pred dobrimi 3 leti je tak žarek posijal srca predšolskih otrok, njihovih staršev in zaposlenih, saj so se začele uresničevati sanje o novem vrtcu. Vesela sem, tako kot verjetno vsi prisotni, da sem del pomembnega trenutka, ko bodo v novi vrtec vstopili otroci. V vseh 24 letih, kar sem bila ravnateljica, smo vedno sprejeli vse otroke, ki so jih starši želeli vključiti. Nihče ni bil odklonjen, za kar gre pohvala odgovornim za predšolsko vzgojo naši občini. Ponosna sem tudi na kolektiv, ki se je odločil za zunanjo evalvacijo izbranega področja dela in jo leta 2013 uspešno opravil. Odrasli smo tisti, ki ustvarjamo okolje, v katerem se otroci učijo in razvijajo svoje potenciale. Vloge staršev ne more nihče nadomestiti. Vrtec pa je prva institucija, ki staršem pomaga pri skrbi za vaše otroke. Strokovni delavci, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, se učimo in zorimo z njimi in ob njih. Že dobrih 10 let od prvega skupnega ustvarjanja vizije našega vrtca smo zaposleni prepričani, da odrasli otrokom največ damo s toplim in spoštljivim odnosom kot sodobnim pristopom učenja. Dokaz je izkušnja zadnjega leta, ko smo v času gradnje delovali na 8 nadomestnih lokacijah, vendar ste bili otroci, starši, pa tudi zaposleni zadovoljni z rezultati. Izkoriščam priložnost, da se sodelavcem zahvalim za predano delo v izjemnih okoliščinah. Posebna zahvala kuharicam, hišnikoma in čistilkam, ki ste opravili veliko zahtevnega fizičnega dela. Dostopnost znanja, število in raznolikost notranjih prostorov, vse to veliki meri sodoloča kakovost življenja otrok v vrtcu. Je zapisano v kurikulum za vrtec. Ko smo se strokovni delavci našega vrtca odločili za vse življenjske učenje, stopati po poti učečiste skupnosti ter začeli načrtno vrednotiti in reflektirati svoje delo z namenom, da ga načrtno in premišljeno neprestano izboljšujemo, smo dolga leta sanjali o prostorih novega vrtca, o igralnicah, ki bodo tako velike velikost parcele, ni omogočila večjih od igralnic od minimalnega normativa. Čeprav je igralnica osrednji prostor dnevnih aktivnosti, v kateri se odvija prva začetka, omogočili nove pristope in boljše pogoje dela. Vse to pa so temelji za ohranjanje in nadaljne razvijanje kakovosti. Prav lepo pozdravljeni vsi prisotni tudi v mojem imenu. Kakovost, na katero smo tako ponosni v našem vrtcu, pa ni nastala sama po sebi. Zrasla je iz majhnih začetkov, ob strokovnem zorenju in usposabljanju mnogih, ki so soustvarjali organizirano predšolsko vzgojo v Brežicah. V obdobju 70 let prejšnjega stoletja, ki ga lahko štejemo kot obdobje prvega razcveta organizirane predšolske vzgoje, tudi pri nas zasledimo intenzivno zanimanje zanjo,
Programi pa so bili usmerjeni predvsem v zadovoljevanje vsebin in ciljev osnovne šole in ne v razvojne potrebe otroka v predšolskem obdobju. O svojevrstnem razcvetu in širitvi dejavnosti v teh letih lahko govorimo predvsem zaradi uvedbe občinskega samoprispevka za izgradnjo novih vrtcev in šol. Za starše so ostali vrtci načeloma bolj ali manj zaprti, struktura in organizacija življenja v vrtcih pa je bila pod vplivom industrijskega modela, ki je narekoval nefleksibilen dnevni red z natančno predpisanim časom za določene dejavnosti, kar je pomenilo zlivanje informacij v otroške glave, zato da otrok ne bi preveč premenjevali. Danes je znano, da so ti pristopi zanikali notranje življenje otroka in njegove zmožnosti, da bi oblikoval osebne in intelektualno pomembne pomene. Vemo, da je za vsako spretnost, ki jo v resnici osvojimo, potrebno oblikovati svoj lasten pomen in lasten smisel, ter to v svojih možganih organizirati na svoj lasten način. Vse to pa je mogoče le, če imamo za to določeno množico ustvarjalnih priložnosti. V vrtcu te priložnosti ustvarjamo visoko usposobljeni strokovni delavci ob primernih didaktičnih sredstvih in bogatem učnem okolju, katerega velik del predstavlja tudi sam prostor, v katerega je umeščena dejavnost predšolske vzgoje. Današnji otroci se bodo skozi vse svoje življenje soočali s spremembami na socialnem in političnem področju, s spremembami okolja, s spremembami v znanosti in tehnologiji ter industriji, z njihovimi vplivi na trg zaposlovanja in končno tudi s spremembami vzorcev družinskega življenja. Prepričana sem, da bo novi vrtec, ki ga danes svečano odpiramo, predstavljal za otroke, starše in zaposlene bogato učno okolje z nešteto spodbudami za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Zahvaljujemo se vsem članom občinske uprave in občinskega sveta, članom sveta staršev in sveta zavoda, da ste pred leti prepoznali potrebo po novih prostorih za najmlajše občane, jo podprli in v teh časih, ki niso enostavni, našli pot za njeno realizacijo. Posebej se zahvaljujemo gospodu Ivanu Molanu, županu, njegovi svetovalki, gospe Patriciji Čular in oddelku za družbene dejavnosti občine, gospe Anici Hribar. Za razumevanje in potrpežljivost se zahvaljujemo vsem stanovalcem Šolske in Majstrove ulice in kolegicam in kolegom osnovne šole Brežice, ki v času gradnje niso imeli običajnih razmer za bivanje in delo. Otrokom, njihovim staršem in zaposlenim želim v novem vrtcu veliko radostnih in ustvarjalnih doživetij. Hvala. Najlepša hvala za povedano gospe Ani Kopina in gospe Silviji Jelen. Za ta novi vrtec je bilo zaslužnih veliko ljudi, med njimi je zagotovo tudi prvi mož občine Brežice, gospod župan Ivan Molan, ki ga prav tako prijazno vabim na oder in prosim za nagovor. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani sodelavci vrtca Mavrica Brežice, dragi otroci in starši, spoštovani vsi prisotni. Danes sem vesel in ponosen, saj smo prišli do najlepše točke te velike investicije, uradne predaje novega vrtca v namen. Cilj smo dosegli skupaj z dobrim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih vrtcev, staršev in občin. Zaposleni na občini skrbimo in se neprestano trudimo zagotoviti čim višjo kakovost življenja za vse ljudi v naših krajih. Investicije in projekti, ki jih izvajamo, so namenjeni izboljšanju življenja vseh generacij. Na občini se ves čas močno zavedamo dejstva, da življenje v občini ustvarjajo ljudje, infrastruktura pa nam je pomembna pomoč pri tem. Zato občina Brežica v močnem investicijskih ciklih v infrastrukturo, za katero smo pridobili evropska sofinancerska sredstva, redno del proračunskega denarja namenjamo za programe in delovanje javnih zavodov in društev, številne oblike pomoči občanov ter različne razvojne spodbude. Posebno pozornost in zajeten del proračuna namenjamo skrbi za naše najmlajše. Ponosni smo,
da nam že nekaj let uspeva zagotoviti prostor v vrtcu za vse tiste otroke, ki jih starši želijo vključiti v program vrtca. Najboljša popotnica otrokom na poti v življenje je zagotovo srečno otroštvo, tega se zavedate starši in tega se zavedamo tudi mi. V vrtcu so otroci v varnem okolju in strokovnem znanju razvijajo ljudi, ki bodo ustvarjali prihodnost. Zato jim želimo, kakor je v naši moči, omogočiti najvišjo kakovost življenja v najbolj zgodnem otroštvu, saj v vrtcu preživljajo velik in pomemben del svojega življenja. Poleg varstva in osvajanja prvih stopničk na poti do zadnje, v vrtcu otroci pridobivajo delovne navade, utrjujejo vrednote solidarnosti in strpnosti. Vrtec je tisti prostor, kjer se v času, ko so starši v službi, nadaljuje otrokov razvoj pod budnim očesom vzgojiteljic, ki otrokom nudijo toplo zavetje, sproščene igre, učenje in ustvarjanje. Spoštovana ravnateljica in vsi zaposleni vrtci, sodelavci, otroci in starši. Zahvaljujem se vam za vaše razumevanje in potrpežljivost v času, ko smo gradili nov vrtec. Oddelka vrtca so delovali na več različnih lokacijah, zato bila logistika kompleksna in zapletena, vendar ste jo z dobro voljo in predaljnim delom učinkovito reševali. Hvala vsem, ki ste nam prijazno odstopili prostore za ureditev nadomestnih oddelkov v vrtcu v času gradnje. Hvala Gasilski zvezi, Osnovni šoli Brežice, Ekonomski trgovski šoli Brežice ter Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Hvala projektantom, ki so na arhitekturni natečaj prispevali širok nabor predlogov za novo stavbo vrtca. Uspelo jih je več kot 60, da je komisija med številnimi dobrimi rešitvami lahko izbrala najboljšo rešitev. Hvala izvajalcem in nadzornikom za upravljanje delo. Prepričan sem, da so se vse skozi zavedali, kako pomembno delo upravljajo, saj je nova stavba drugi dom nekaj 100 otrokov v prihodnjih 50 letih. Velika zahvala mojim sodelavcem na občini, v težkih časih smo s skupnimi močmi izpeljali izjemno zahteven projekt. Res je, da tako kot doma tudi vrtca naredijo stene, pa naj bojo še tako kakovostne, nove in lepo. Ljudje so tisti, ki ustvarjajo dom, skupnost ali vrtec. Verjamem, da boste zaposleni z svojim strokovnim delom, ustvarjalnostjo in posluhom za potrebo otrok tak objekt nadgradili v prijazen vrtec. Prepričan sem, da bodo starši svoje najmlajše z zaupanjem vodili sem. Otroci pa se bodo z veseljem vračali v svetne igralnice pri svojim vzgojiteljicam. Novi prostori ponujajo nove možnosti uporabe, za katere sem prepričan, da jih boste zaposleni vrtci prepoznali kot izziv in jih znali učinkovito izkoristiti za razvoj predšolske vzgoje. Iskrene čestitke ob tej veliki pridobitvi našim najmlajšim. V novem vrtcu vam želim vsem prijetno počutje in mnogo ustvarjalnosti ter uspešnega dela. Hvala lepa za nagovor, gospod župan Ivan Molan. Trenutek še ostanite z mano. Župan lahko na podlagi statuta občine in odloka o priznanjih podeli plaketo za izredne zasluge. Tistim posameznikom in organizacijam, ki s svojim vztrajnim delom in nadpovprečnimi rezultati predstavljajo gibalo razvoja v naši občini. Današnji slavnostni dogodek je odlična priložnost za to, da župan podeli plaketo gospe Ani Kopina, dolgoletni ravnateljici vrtca Mavrica Brežice, ki ima velike zasluge za to, da bomo danes ustopili. Ana Kopina prejme plaketo občine Brežice v znak zahvale in priznanje za dolgoletno uspešno vodenje vrtca Mavrica Brežice in za neprecenljiv prispevek pri razvoju predšolske vzgoje v občini. Iskrene čestitke nagrajenki. Barva Mavrice. Oranžno nesejo otroci iz skupin Rožice in Sončki. Hitro, Sončki, pridite na Sončka k meni. Kaj piše tukaj? Kaj nam prinašajo Sončki? Rabim še asistentko, Vesna, da potem škoda. Bomo, Sončki. Hvala lepa za barvo in za ovojnico, zdaj pa smuknite k svojim mamicam in očkom. Prepoznali jih boste, tamne so vzgojiteljice. Oranžna barva pa pravi tole.
Projekt gradnje novega vrtca je zgodba o uspehu in danes se ta zgodba zaključuje s tem posebnim dogodkom, ki ste ga s svojo prisotnostjo obeležili tudi vi, obiskovalci. Poseben pozdrav namenjamo otrokom generacije letnika 2008, ki bodo v ponedeljek 1. septembra zakorakali v šolo in so za las zamudili nov vrtec. Kje ste letniki 2008? Tam zadaj mahajo. Maja 2013 so se preselili na nadomestne lokacije in od takrat ves čas gradnje skrbno spremljali gradnjo novega vrtca. To so otroci skupin Žabice, kje ste Žabice? Sončnice, Metuljčki, Piškotki, Pingvinčki. Dober dan in lep pozdrav vsem. Najbolj lepo pozdravljam otroke. A ste tako prijazni, da malo zakrčite ta mali? Gospod župan, gospa ravnateljica, gospa Iva, vse vzgojiteljice in vzgojitelji, vsi, ki skrbite za naše otroke, starši seveda, vsi, ki se skupaj z domovino veselite nove pridobitve, tukaj imenitnega, enega največjih in najsodobnejših vrtcev v Sloveniji, v Brežicah, lep pozdrav. Glejte, preveč zadnjih let smo živeli v času slabih novic. Skoraj ni bilo dobre, lahko pa smo vsak dan izbirali med mnogimi slabimi. Zato je prav, da se znamo poveseliti takrat, ko kakšen dan pride celo v zadnjem času več dobrih novic hkrati. Recimo danes. Najprej so pristojni objavili, da Slovenija že tretje četrtletje beleži gospodarsko okrevanje. To je dobra novica. Po 4-5 letih, ko smo vsi z veliko žalostjo, osuplostjo, jezo, razočaranjem gledali na upad našega standarda, se zdaj zdi, ne da bi prehitro obljubljal preveč, niti ni to moja naloga, niti pristojnost, da se vendarle kaže na koncu tunela neka luč. Drugič, v ponedeljek je objavil šolski minister danes, bo prag osnovne šole v 10 letih prestopilo rekordno število prvošolčkov, skoraj 21.888. Tudi to je dobra novica za našo domovino. In ne nazadnje, ne samo za Brežice, ne samo za tukajšnje starše in otroke, ampak za vse nas je sijajna imenitna novica, da odpiramo enega najlepših, največjih in najbolj imenitnih vrtcev v šoli. Vrtci, zlasti javni vrtci, so namenjeni našim otrokom zato, da v njih pridobijo prvi stik za tistimi, ki jih poleg staršev tešijo v njihovi radovednosti. In ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vam, spoštovana gospa Ana, vam in vsem vzgojiteljicam vseh generacij v starih vrtcih doslej, da ste tako potrpežljivo predajali vse, kar ste znali, srčnega in dobrega, otrokom in jih pospremili na njihovo pot v odraslo življenje. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil generaciji sedanjih vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki bodo prevzeli otroke v tem novem vrtcu, ki je, kot rečeno, sodobno opremljen. Po najvišjih standardih, ki veljajo po novem v naši državi. Na vas je, da upravičite pričakovanja staršev, ki so gotovo upravičena, da boste po svojih najboljših močeh dali otrokom tukaj radosti, da jim boste dali navdiha za njihove mlade, ampak pomembne sanje, ki jih bodo imeli tako glede otroštva, mladosti, kot potem odraslega življenja, da boste znali razbremeniti starše njihovi skrbi v času, ko bodo v vašem varstvu. Skratka, da boste že prispevali k temu, da bodo zrasli v ene ustvarjalne,
radovedne mlade ljudi. Naj povem, da sem bil lani oktobra tukaj v pogovoru z gimnazijci Brežiške gimnazije. In tako kot večinoma v pogovorih z mladimi ljudmi po Sloveniji sicer odkrivam, da je morda v mladi generaciji naše države še največ upanja in največ ustrajnosti in največ prepričanja, da bomo enkrat le išli iz te krize in da nas čaka boljša prihodnost. In zato bi se rad zahvalil prav vsem, ki tako ali drugače prispevate k temu, da se krepi ta optimizem, ki ga tako zelo potrebujemo, bi se vam rad iskreno zahvalil. In na koncu sporočilo staršem. Vsi skupaj se trudimo, da bi naši otroci zrasli v boljši, bolj pravičen in bolj obetaven svet od tistega, ki smo ga mi podedovali od naših staršev. Mislim, da imamo glede tega prvič neke bolj smele obete, da so ta naša pričakovanja na nekih trdnejših osnovah. S to veliko željo, da bo to res in da nas čakajo boljši časi in da nas čaka več optimizma in spet neke radosti, ki si jo naša domovina zasluži, skupaj z županom kličeva novi generaciji otrok srečno. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo še trenutek. Naši otroci bi se vam radi skromno zahvalili s temle darilcem. Izvoli, mlada gospodična. Eva vam tole daje. Kako je pa tebi ime? Ela. Pa tebi? Ela. Eva? In tebi? Kako? Jelon. Okay. Trije zelo mehni, ki si zaslužijo zelo velik aplavz. Bravo. Poglejte, kako lepo risbico so naredili. In tukaj pred vsemi pričami izjavljam, da je ne bom dal KPK-ju, ampak na zid moje pisarne. Hvala lepa. Nekaj leti. Izvoli. Živalice. Pridite. Kaj nam prinaša rumena barva? To je barva sonca, barva svetlobe in vedrine. Te se lahko naselijo v naš novi vrtec samo z otroki, brez njih bi bil nov vrtec le stavba s praznimi prostori in stenami. Poglejmo, kaj pravi njihova rumena ovojnica. Igra je pomemben del vsakega otroštva in je tudi najpomembnejša metoda učenja v predšolskem obdobju. Otroci se skozi igro naučijo prvih korakov, zakaj je zdravo jesti špinačo, kako se prečka cesta, spretno postaviti stolp iz kock in jih prešteti, naučijo se biti prijatelji in se zabavati, naučijo se, kakšne barve so češnje in v njih zapeti pesmico ter zaplesati. Z otroško realno igro, ki nam jo bodo predstavili otroci skupin Delfini in Želvice, s strokovnimi delavkami, nas bodo popeljali še v našo mladost. Mamice so vas videle prav zagotovo. Otroci, izvolite.
Spet prihaja nova barva, zdaj pa zelena. Zeleno barvo prinašajo otroci iz skupin zvončki, medvedki, žogice. To je barva življenja, čarobna barva pomladi, barva, ki je začarala nov vrtec. Živjo! Poglejmo, kaj nam prinašajo v njihovi ovojnici. Maja 2012 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za rušitev in novogradnjo. Prvi mesec 2013 pa je prinesel sklep sofinanciranja investicije v novi vrtec. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v okviru operacij iz naslova prednostne usmeritve regionalni razvojni programi. Razvojne prioritete, razvoj regij, operativnega programa, krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012 do 2014. Občina Brežice je za projekt vrtca Mavrica v vrednosti 5,7 milijona evrov pridobila 2,2 milijona evrov sofinanciranja ter zagotovila 3,5 milijona evrov lastnih proračunskih sredstev. S tem se investicija vrtca Mavrica uvršča med večje izvedene investicije občine Brežice. Vhod vrtca pa bo prepoznavnen po toboganu, ki je donacija podjetja Riko Ribnica v sodelovanju z brežiškim podjetjem HES. Poleg omenjene skupine arhitektov so investicijski del projekta izvedli na terenu izbrani izvajalec gradbenih del Begrad DD s partnerjem KOP DD, izvajalec nadzora M-projekt, projektiranje nadzora svetovanje Matjaž Avšič SP, MB oprema podjetje za inženiring, izvajalec opremljanja, vrtec Mavrica Brežice in občina Brežice, kjer je kot vodja investicije nastopila Anica Hribar, vodja oddelka za družbene dejavnosti. Hvala lepa za nastop otrokom, 400 mavričnih otrok. V ovojnici pa prinašajo sporočilo. Ja, dajmo jim zaploskati. Vsi jih poznamo, kaj ne?
Zdaj smo vsi hodili tukaj v vrtec. Eni še hodijo, eni bodo. V vrtcu Mavrice Brežice so zelo ponosni na timsko delo in tudi na ta dogodek, ki je dokaz, da so vanj vpeti vsi zaposleni. Zanje je to velik dogodek in vsak velik dogodek se začne s himno, tudi današnji sejem. Pred nami pa je še ena himna, in sicer himna vrtca Mavrica Brežice, ki bo naznanila čisto pravo otvoritev novega vrtca. Vabilo velja za vse obiskovalce. Za lažjo organizacijo bodo poskrbeli zaposleni vrtca Mavrica. Zdaj pa vabim vse otroke, tudi tiste
je tudi izrazil hvaležnost, kar se tu kot smo rekli, ravnateljci se mi zdi izjemnega pomena, da otroci niso namočeni. In starši to razumejo, ker ne vedo, kako so posebni. In se mi zdi to velika prijeta. Za vse. Tudi za isto pričanje. Prav gradimo na integracijskega programa. Smo del mladega vrtca. Zdaj spustite naprej.